Na moj četrtkov komentar glede zaresne zahrbtnosti je že v petek javno preko istega medija odreagiral kompromitirani Janez Kopač. Ta je javnosti sporočil, da v času njegovega ministrovanja Lafarge Cement ni dobil dovoljenja za sežig odpadkov, ter da nič, kar sem povedal o ogromnih dovoljenih izpustih iz Lafarge Cementa in njegovih dobičkih, ne drži. Poglejmo resnici v obraz. Ministrstvo za okolje in prostor in energijo, ki ga je vodil Janez Kopač, je 22. septembra 2004 izdalo odločbo, ki je francoskemu Lafarge Cementu le nekaj mesecev po prevzemu Trbovske cementarne dovolila sežig 30.660 ton odpadkov, od katerih jih je velika večina označenih kot nevarni odpadek. Sami si lahko pogledate odločbo ter še članek v delu, v katerem so objavljena Kopačeva pojasnila, zakaj je odločbo izdal in zakaj ne more odpraviti. Kar se tiče za Lafarge Cement dovoljenih ogromnih izpustih strupenih snovi v okolje, je potrebno pogledati le uredbo o emisiji v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov. Za sežigalnice odpadkov je predpisana mejna vrednost za skupni organski ogljik TOC 10 mg na kubični meter, Lafarge Cementu pa je na podlagi 6. člena te uredbe mejna vrednost povišana na 200 mg na kubični meter, tako piše v njegovem okoljevarstvenem dovoljenju. Torej je mejna vrednost pri Lafarge Cementu 20-krat višja, kot velja za sežigalnice odpadkov. Oziroma lahko Lafarge Cement z organskimi strupi okolje onesnažuje v tolikšni meri, kot bi to smelo početi 20 sežigalnic odpadkov skupaj. Točno to sem v svojem četrtkovem komentarju tudi izpostavil. Glede letnih čistih dobičkov Lafarge Cementa pa je Delo 16. decembra lani navedlo več kot 11 milijonov evrov za leto 2007 in nekaj manj kot 10 milijonov evrov za leto 2008. Uradni podatki za obdobje 2006-2008 pa navajajo poprečno nekaj manj kot 8 milijonov evrov čistega dobička. Torej bi bila morebiti pretirana le moja ocena o okrog 10 milijonov evrov čistega letnega dobička v Lafarge Cementu. Zgolj to. Sedaj se lahko samo še vprašamo, kakšne koristi ima ne le stranka zares, temveč tudi Janez Kopač osebno, da se javno zanje pripravljen tako prozorno in grdo lagati. In kakšne umazane posle na skrivaj vodi sedaj, ko sedi na stolčku generalnega direktorja Direktorata za energijo na Ministrstvu za gospodarstvo. Skratka, če še enkrat povzamemo, zahrbtno, pokvarjeno, a vseeno predvidljivo, zares.